Evo, za mano je veliko dela. Razdrl sem komplet levo stran, katera je bila malo tako poškodovana, počnem poliester. Tukaj pa prak je bil malo počen, tako da to je to. Tukaj imamo kleščo, ki sem jo že gor fiksiral, tako dejansko to stoji na kateri poziciji je, da sem lahko zmeril, koliko dolge bojo te cevi, zavorne, pletene in da sem jih pa lahko tudi naročil, tako da to dobim. Gremo naprej, da vidimo, kaj je tele. Evo, tele imamo že diferencial, ki ga ni več. Diferencial imamo tamle dol. Glavni diferencial sem že tudi dal dol. Na diferencialu se bo naredila revizija, treba je pogledati, kakšne so lamele, treba je zamenjati ole, pač toliko, da ga čeknem, da vidim, da če je vse ok. Tako da na tej strani je pa zdaj avto brez vseh panel, brez praga, pa brez obrobe. Tukaj me tudi čaka še fiksirane zavorne čeljusti, pa montiranje teh zavornih cevi. Tako da ja, veliko dela je, še preden bomo sploh se lotili menjalnika. Tako da sem kar nazaj vrgel na del in začel s tem delom, da čim prej rešim stvar. Da z višine pade. Tukaj je pa magnet, evo, tako da tole ni dober znak. Po moje, fuck. Pa je res, lej. To je od takrat, ko nam je tisto pirobnico ven vrgel, je pomlel in so se zdaj te opilki prijeli na magnet, zato da ne poškoduje diferenciala, jih magnet pobere, ne. Zdaj, če škoda že narejena je narejena. Samo takrat tisti dan nismo mogli nič drugega rešiti, kakor da smo nazaj noter zatolkali pirobnico, polosovino malo losali, pa malo nazaj zategnili in smo prišli skozi dirko, pa pač takrat ni bilo nobenih težav in smo pustili nekaj. Načeloma ni nekaj hudo, ampak vidim, da je kar projekt tole. Opilki so. A? Opilki so. Pa je konc. Ja, po mojem. Se vidimo v naslednjem videu. Se vidimo v naslednjem videu. Ta je dobra. Pa ta gotova. Uničena. Čisto pobralo na pa. Ja, te opilki so zdaj not. Sam ni pa nič zamaknjena. Ta obroček lahko rata malo ohlapen in pač ven potegne. To je vse, kar drži to polosovino noter. Ta zegarček. In bi mogoče te zegre pomenil, pa pustil to za enkrat, ampak bom iskal intenzivno nove te pirobnice. Diš sam po sebi je ok, zdaj pa sam še pirobnice. Tako da zdaj treba v bistvu odprt ga, odprt noter vse opilke ven, ker se jih sigurno še noter nekaj nabral, spucati, spihati, zaprt, novo olje noter, sestaviti skupaj in nazaj na avto. Dajmo se kar vršiti na to, da še ta pokrov stran vzamem. To je že enkrat zajebo, ja. Boje. Tu bilo na 1.5. No, klej pa ni nobenih opilkov. Motuš, na curk. Kaj so te triki? Palčka, pralna palčka. Sej tudi ni nekaj hudo. Kako bi se lahko hrbet oprav? V bistvu dejansko sploh ne bi jaz to nič prav. V glavnem spet sreča v nesreči
Kukor je slabo kazal, pa kukor je tam tistale pirovnice poškodovana, bi lahko bilo hujša katastrofa, ampak imam srečo, da je v bistvu vse magnet pobral. Bilo je pa toliko teh zobčkov, kukor jih je pač tukaj manjka. To bomo iskali novo. Evo jih. Tek nazaj za švasi. V glavnem, to so te deli tiste pirovnice. Tako da ta magnet, ki je gor, to je zelo super, to pri motošport avtih pa pri motošport programu kar nujno treba uporabljati, da pred pri izpustu olja takoj vidimo, a je kakšna obraba ali ni bila. Trening, fitness. Na silo, na silo. Glu, 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 glu. A 14. Ura je že veliko, 8:30, tako da noč, se vidimo v naslednjem videu.